O, zdrav! Ni, no, namensko, zmor, namensko, prosto. Vsem skupaj lep pozdrav. V tem, bom rekel, čeprav sem vojak, prečudovitem jutro, trdim, da tudi zaradi vaše prisotnosti je to jutro tako, kot je. Nisem pripravil velikega govora, ker mislim, da ga ne potrebujemo, tisti, ki ljubimo dom, družino in domovino. In del teh je danes tukaj. Jaz se zahvaljujem za to vašo udeležbo v imenu območnega društva veteranov vojne za Slovenijo veteran Nova Gorica in območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brda. Dovolite mi, da v naši sredi posebej pozdravim evropsko poslanko Patricijo Šulin, župana občine Šempeter Vrtojba, gospoda Mirana Turka, podžupana mestne občine Nova Gorica, gospoda Marka Tribušona in predsednico krajevne skupnosti Solkan, Darinko Kozin. Za hrbet mi je prišel malo prepozno, ampak ne mu bo, ker smo tudi prijatelji, brigadir Slovenske vojske, David Humar. Prav prijazen pozdrav v imenu krajevne skupnosti Solkan. Solkan ima pač to srečo, da je postavljeno naselje na takem teritoriju, da ima na eni strani Sočo, čuvajo Sabotin, Sveta Gora recimo in pa odprto seveda v Soško dolino. Glejte, z velikim veseljem, veliko čast mi je pravzaprav, da danes prisostvujem 25. dvigu slovenske zastave v čast naši domovini. 25 let je že od tega in tistim, ki nam je bilo to dano doživeti, vemo, kakšni so bili občutki takrat. Kako smo bili vzhičeni, ponosni, veseli, v pričakovanju. Kako smo se veselili tega, da bomo uresničili tisti san, ki so ga sanjali naši predniki. Imeli smo ta zgodovinski trenutek pred sabo. In to se ne dogaja vsak dan. To se dejansko lahko dogaja, samo enkrat bi lahko rekli, v nekem časovnem obdobju. In danes, jaz še zmeraj mislim, da naša država preživlja otroške bolezni, še zmeraj sem tega mnenja in si želim in upam, da bo ta naša država postala domovina za vse nas, ne država, domovina, v kateri se bomo vsi dobro počutili. In jaz sem prepričana in verjamem v to. Če smo takrat zaupali takratnemu vodstvu, ki nas je peljalo z zelo previdnimi koraki, z zelo premišljenimi koraki do končnega cilja, sem prepričana, da tudi med našimi ljudmi se bodo našli taki, ki nas bodo pripeljali do tega, da bomo živeli v domovini in se tudi dobro počutili. Čestitke ob prazniku, bodimo ponosni. Glejte, včasih Slovenci res premalokrat s ponosom pogledamo na prehojeno pot. Ne vem, ne znamo biti ponosni na svoje ljudi, na tiste, ki so nas do tu pripeljali. Bodimo ponosni in dajmo graditi to svojo domovino naprej, tako kot je treba. Vsak od nas v tistem svojem mali teritoriju, malen košček, vendar je lahko nekaj dobrega naredi. In zato vam želim še enkrat lep, prijazen dan, ki nam ga je naklonilo tudi vreme in s ponosom bodimo Slovenci. Hvala lepa.
Spoštovani vsi, ki ste si danes vzeli čas, da ste v tem čudovitem jutru tle z nami na dvigu zastave v znak praznika, ki ga praznujemo danes. Kar 3 obeležja bi lahko rekli, da danes praznujemo. Samostojnost, enotnost in 25. obletnico plebiscita. Plebiscita, na katerem smo se Slovenci odločili tako rekoč 100% za, da želimo svojo državo, želimo imeti svoj jezik, svoj govor. Čeprav je danes dan enotnosti, verjetno z žalostjo ugotavljamo vsi, da ta enotnost ni tista, kot je bila takrat zamišljena in namenjena. Žalostjo v srcu verjetno tudi ugotavljamo, da nismo tam, kjer smo si takrat želeli. Ampak sami smo krivi tako rekoč za to. Velikokrat rečemo država. Kdo pa je država? Država smo mi vsi. In kot je predsednik že prej povedal, danes ne bomo veliko na široko in na veliko govorili, ampak Slovenci imamo tudi en lep izrek, star izrek, od besed k dejanjem. Tako da mislim, da po 25 letih se ne moremo vezgovarjati, da smo mlada država, ampak da moramo stvari kljub vsemu postaviti na določena prava mesta in da skupaj vsi zmoremo. Upam, da se ne bo spet pokazalo, da smo Slovenci edini pravi in enotni samo v trenutku nesreče in ko nam gre hudo in slabo. Premagati moramo to in državo spet dati na pravo mesto, na mesto, ki pripada državi in vsem nam državljanom. Ampak, kot sem že omenil, danes je dan za praznik, za slavje, zato vsem skupaj želim danes in tudi v prihodnje veliko dobrega zdravja, vsega lepega in uspešno naprej. Hvala lepa. Vse dobro ob prehodu v novo leto in da bi se še večkrat in dolgo v nedogled srečevali tukaj na Sobotinu. Srečno! Dobro. Vse to nekako, če povežemo, dobimo nekaj lepega, pridobljeno z trpljenjem, z premagovanjem, z odpovedovanjem. Pa na začetku te svete maše, ki jo bomo darovali za vse padle v vojni za Slovenijo, priznajmo svoje napake in jih obžalujmo. Ko so to slišali, so se razsrdili v svojih srcih in zobmi škripali zoper njega. Gospod, ne prištevaj jim tega greha. Gospodomir bodi vedno z vami. Vojna nikoli ne more biti nekaj lepega, ne? Znoj v miru ohranja kri v boju. Pa vsem nam želim, da bi v dobrih delih, v prizadevanju za dobro čim bolj švicali, da bi tistega slabega bilo čim manj. Svet je takšen, oziroma država je takšna, kakršno ljudje naredimo, ne? Ni sama od sebe takšna, kot je. In se mi zdi, če vsak doda svoj talent, svojo sposobnost, potem lahko skupaj naredimo še kaj lepega, tudi v prihodnje. In ker si to iskreno želimo, si v znamenje tega podajmo roke.